Čau, kje ste, kako ste? Alenka tukaj. No, sem hotela res navdušeno in veselo začeti ta video, ampak sem ugotovila, da mi je en gumb na ring lightu ne dela in to je tisti gumbek oziroma tisti, ki ga zavrtiš, da bi zmanjšala to luč in zdaj ne moram in jaz skozi na maksimumu in verjemite mi, to je močna luč, 15 reflektorjev v glavo. Anyways, izglasovali ste, da hočete ne govoriti o Baronu Trumpu, ampak o Atlantisu, ker sem tudi ful vesela. Meni je podvodni svet in ta misteriozen morske globine in te zadeve so meni nekaj najboljšega od otroštva. Sej, to ste mogoče slišali, sem si nenormalno želela biti morska dekalca. Whatever. In sem hodila knjige o tem pisati in sem non-stop gledala malo morsko dekalcev, risanko, kaj je bila in ja, tukaj smo. In zdaj bomo končno govorili o Atlantisu, ker v moji glavi je bilo to vse čas povezovanje z podvodnim mestom morskih ljudi. Torej, če poslušate o Atlantisu, verjetno slišite, da je to izgubljeno mesto ali pa potopljeno mesto. Nismo sigurni, kot sem rekla, da je potopljeno, smo pa definitivno sigurni, da je izgubljeno iz tega razloga, ker nimamo pojma, kje je. Sem se vedno spraševala, pač vedela sem, okej, vse čas govorimo o Atlantisu, o izgubljenem mestu. Zakaj sploh? Zakaj je to kar na eno na zevanko zrastali in se je odločil, to obstaja, gremo iskat ali nekaj. Pač ni mi bilo jasno, končno zdaj, ko sem se poglobila, mi je jasno. To razmišljamo v to smer zaradi Platona. Stoletji pred Kristusom, še pred letom 0 pisal o tem, da v 2 knjigah je to pisal, o tem mestu, govoril o značaju ljudi, da so bili ful taki arogantni, neprijazni, govoril je o točni velikosti tega mesta, govoril je tudi o točni lokaciji in lociral ga je pri Gibraltarju. Gibraltar. Kjera beseda? Kaj pa Platon dobo idejo o Atlantisu, dobo je idejo pri Solonu. Solon je pa živel še tam 100 let pred njemu, se mi zdi, in v bistvu dobil je navdih za to pri Egipčanih. Zdaj, a je to navdih ali je resnica, ne vemo. Platon takoj na začetku, ko začne pisati o Atlantisu, omeni zelo pomembno osebo in sicer Atlasa. Atlas pa naj bi bil legendarni, izredno pomembni kralj Atlantisa. Naj bi bil v mitologiji sin Poseidona, zdaj ste mogoče gledali Aquamana, tako da to je vse malo povezan. Je bil pa poročen zemljanko, tako da bil je kralj na zemlji. Pomembno, ker bomo šli poj na zadnjo teorijo, katero jaz priznavam glede Atlantisa. Ne priznavam, pač najbolj zdi se mi smiselna in upam, da boste videli, koliko stvari se povezuje. Gremo pa zdaj na teorije o tem, kje vse ne je bi Atlantis bil. Tiste, ki so se meni zdele cool. In ja, jih je več in ne strinjam se z njimi, ker že te so čudne in one so pa še bolj čudne, ta zadnja mi je pa všeč. Prva teorija govori o tem, da naj bi bil Atlantis bivši Santorini, oziroma tako. Santorini oziroma predhodnika Santorinija naj bi takrat uničil en gromozanski vulkan in to ni bil vulkan, tako kot si ti predstavljaš, ampak gromozanski vulkan, ki naj bi imel moč pogube za 40 atomskih bomb in naj bi bil kar 100-krat močnejši od tistega, ki je uničil Pompeje, ki ga verjetno vsi poznate iz šole ali pa nekje, ampak tisti je bil hud, ampak ta je bil pa 100-krat močnejši, tako da jasno tisto mesto, ki je bilo prej, tam je bilo zabrisano. So ta ugibanja, da ne bi bil tam takrat Atlantis zaradi tega, ker so tudi znanstveniki tukaj našli 3500 let stare ostanke. Edini problem je tukaj, da se ne ujema to s Platonovo trditvijo o tem, kdaj ne bi to mesto obstajalo, tako da itak se posod se saj nekaj ne ujema. Druga teorija govori o tem, da ne bi bil Atlantis pod Antarktiko. To se mi zdi mogoče čudno, če si predstavljate na vsak način, da če je bil Atlantis enkrat na zemeljski površini, tako kot jaz si predstavljam, da ne bi bil nekje na toplem, pa kakšna palma po možnosti. No, v tem primeru očitno ne. Zdaj tako, 20 do 30 tisoč let, na vsakih 20 do 30 tisoč let ne bi prišlo do močnih tektonskih sprememb, to smo se vsi učili in možnost je, da bi ta tektonska plošča, na kateri naj bi bil Atlantis, takrat zlezla pod Antarktiko, pod to ploščo, pod to ogromno ploščo ledu in v bistvu ne bi bil spodaj skrit. Štos je v tem, da noben dejansko ni verjel v to teorijo, tudi jaz ne bi, ampak je NASA ne toliko dolgo let nazaj, ne vem kdaj točno, je dobila ful hude satelitske posnetke, pač poglejte si jih okrog mene, ampak te posnetke dejansko kažejo tako legit, kaže na neko trdbo. In dejansko, kar sem jaz uspela razbrati, je, da vse nakazuje na to, da je bilo tukaj neka civilizacija, nekaj podobnega piramidam. Ok, tretja teorija. A se spomnite mojega videa o Bermudskem trikotniku? Ne vem, a sem takrat že govorila o Atlantisu, sploh nisem zihar. Če sem takrat naletela na ta podatek, se mi je verjetno zdel absurden in ne vem, če sem ga omenila dejansko. Ne gledam svojih videov za nazaj, ker me je strah, ker dobim neko
anksioznost. V glavnem, en zelo zagret potapljač je leta 1960 oziroma konc 1960-ih takrat se potapljal v svojo ekipo in je iskal zaklad. A random, kdo tega ne dela. V Bermudskem trikotniku, jasno. Ko se je svojo ekipo vrnil, je pričal o tem, da je tam videl neko izjemno piramido, pa ne samo tudi zelo napredne, moderne, nenavadne stavbe. Mislim, napredne, pač za tisto civilizacijo, kateri ne bi pripadali, je bilo to wow, next level, dude. Noben ne bi imel resno, če se ne bi potem še druge skupine potapljačev tja odpravile in trdile, da so videle enako stvar. Piramido, s tem, da je sonarska slika, jaz upam, da to prav izgovarjam, zaznala tam res nenavadne slike in sicer dejansko piramido z dvema luknjama, ki ne bi ustvarjali tak vrtinec, da ne bi v bistvu bil to vzrok Bermudskega trikotnika kot takega, da ne bi notor vse potegnili, zato tam to ladji in avionov zgine. Ok, zdaj pa še na zadnjo teorijo, ki je mene zares navdušila, je od youtuberja Brightside, ali The Brightside, upam, da sem nam pozabila linka od spodaj linka. Prej sem omenjala Solona in Platona, ampak vmes med njima je pa živel še tretji dude in ta tretji dude se je imenoval Herodot. Mogoče ste jih slišali za njega, ker je samo pač oče zgodovine. To me je ful spomnil na Matilda Bagshot. Famous historian of Harry Potter. A se zdaj spomnite mogoče, ko sem v vodu govorila o Atlasu oziroma kralju Atlantisa oziroma po zgodovinskih dejanskih podatkih naj bi bil Atlas kralj Mauretanije, ki pa dejansko obstaja tudi zdaj. Sicer nič se tam ne dogaja, je sama puščava, ampak še vedno obstaja na zemljevidu. Je za severozahod Afrike in on, ta Brightside youtuber, trdi, da ne bi bil tam Atlantis in še zelo očitni ostanki tega Atlantisa. Torej, Herodot, ki sem prej o njemu govorila, ta slavni zgodovinar, je dejansko, poglejte si ta zemljevid, dejansko je narisal Atlantis sem gor in je na istem območju kot današnja Mauretanija in kralj takrat je bil Atlas in Atlas je bil glaven kralj Atlantisa, tako da kaj se tukaj zasprašvati? In tukaj se šele začne. Namreč, ko sem govorila o Platonu, da je napisal o Atlantisu 2 knjige, on je govoril o točnih številkah od kje do kje naj bi segal in kje naj bi bil. Vse se ujema. Dejansko vse se ujema naj bi bil velik, se mi zdi, če se motim, 23,5 km oziroma njegov premer, ker je namreč v krogu oziroma je v ekscentričnih krogih. Upam, da sem to prav povedala. Ne samo, da je v ekscentričnih krogih, te besede ne bom več govorila, dejansko je točno število teh krogov, torej na sredini otoček, potem pa še 2 kroga in s tem nastanejo v bistvu 3 krogi vode. Upam, da se ne motim, definitivno pa vidite vse na slikah. In če pogledate na Google Mapsu, takoj zdaj greste lahko pogledati, pogledate, videli boste identično obliko in kako je lahko toliko naključij naenkrat, da je točno na tistem mestu, kjer je Mauretanija, kjer je Atlas kot kralj, kjer je bil Atlantis na zemljevidu, kjer je bil Atlas kot kralj Atlantisa, po Platonu, po Solonu, po Herodotu, kako lahko zdaj naključje, da je tam temu, ki se pa dejansko reče Eye of Africa oziroma oko Afrike oziroma oko Sahare, izgleda identično kot bivši Atlantis, dobesedno identično. Pa ne samo to, da ima isto število krogov, da iste oblike in velikosti, gre tudi za to, da so gore točno tam, kjer ne bi mogle biti, oziroma gorovje Atlas D. In to gorovje je bilo opisano pri Platonu, kot da je prepleteno z rekami in vodami in dejansko tudi v tem primeru je prepleteno z istimi žilami bivših rek, čeprav zdaj je vse suho, ampak vseeno. Jaz sem navdušena, upam, da vi tudi. To še ni vse, tam so dejansko ostanki civilizacije, še ni vse, ampak kar se tiče teh ostankov je fora, da je zelo očitno, da pripadajo eni dokaj razviti civilizaciji, ampak naši arhitekti, sem hodila reči, arheologi nimajo pojma, v katero civilizacijo dejansko uvrstiti te stvari, ker so za njih čisto nove. Še stvar, ki mene prepriča, je to, da je to območje popolnoma neraziskano. Tam ni ljudi, ljudje ne hodijo tam, ne dobiš dejansko niti slik tam, sploh ne od tal, ko bi rekla, iz žabje perspektive, dejansko jih dobiš samo iz Google Mapsu več ali manj in noben ne ve, kako točno tam je, kaj se je dogajalo. Znanstveno možno dokazati, da je točno ta območje, kjer je Atlantis se izmenično ves čas dvigal in spuščal v vodi, v morju, pač še zdaj so sledovi nekih burhalnikov slane vode in v bistvu je dokazano, da je bil ta
izmenjujoč je bil ta del zemlje pod vodo, kar je pa tudi trdil Platon za Atlantik. Torej vse se ujema, tako res noro. Zakaj bi verjel Platonu, jaz ne vem, ne bom trdila, da mu jaz verjamem, samo on je zelo spoštovan gospod in je veliko pametnih stvari napisal in načeloma ni lagal, ali kako bi rekel, ni se namerno motil, ni pisal zgodbic, kakor naj bi bilo ta v Atlantisu, velja, da je pisal smiselne stvari. In je zelo nenavadno, zakaj bi se spomnil 2 knjige samo kot eno zgodbico in eno laž, ker definitivno je del tega, kar je on pisal o Atlantisu, neko nalaganje, ker so razne zgodbice noter. Ampak zakaj hudiča se bi vse to zmislil? Ena teorija je, da je hotel ljudem dvigati standard v smislu visoka civilizacija, kaj so imeli že ustvarjeni, koliko so bili hudi, da bi bili ljudje bolj smisel, wow, mi smo ljudje, človeška rasa, valjda smo civilicarji, še naprej bomo imeli tak hud standard. To je ena opcija, kao, zdaj pa ni več tega Atlantisa, ker ga je voda zalila, sam verjemte, da je obstajal. To je pač opcija, ampak who knows? Ne moramo vedeti, lahko gibamo. Glavno, to je to za danes. Zdajle, ko snemam, se pravi, pred tem pol ure, sem videla, da sem dosegla 18,000 naročnikov. Skoraj sem se zadavila z večilom. Hvala vam, 18,000-krat. Hvala, ful sem vesela, sploh ne moram verjeti, da kmalu 20,000, mislim, nočem biti naduvana, sam recimo, da bom prelezala do 20,000 in to bo res, what the ne smem kleti, ampak PewDiePie je rekel Christian channel. Anyways, hvala vam res. Se ful želim govoriti o Baronu Trumpu, ki je na vsezadnje slovenski sin polovično, tako da bi bilo res zanimivo teorije zarote o njemu poslušati, tako da upam, da ste še vedno za, da posnamem video o njemu, pa komentirajte, kakšne videe še hočete videti, ker vse komentarje preberem, ampak nimam, ma ni šans, da odpisujem toliko, nimam časa, res, ne biti jezni, ne moram, ampak vas sem zelo rada, hvala, ko me gledate, pridni bote radi smete, ajčo,